Pozdravljeni, moje ime je David Rotar in danes vam bom predstavil vrtni traktor. Zakaj vrtni traktor? Vrtni traktor je dandanes ena izmed modernih zadev, ki se uporablja in kupuje za domove, ki imajo večje površine. Poleg seveda robotskih in vrtnih kosilnic je najbolj popularna zadeva vrtni traktor. Vse več in več. Zakaj vrtni traktor? Prvo kot prvo, zelo enostaven za uporabo, z njim lahko opravljamo več opravil in sicer poleg same košnje, spravila lesa z dodatnimi prikolicami, ki jih lahko pripnemo na sam traktor, potem razni prezračevalci, čistilci listja in podobne zadeve, ki sam traktor premore ob funkcijah. Pri samem vrtnem traktorju so, bom rekel, določene stvari zelo pomembne narave, kajti vrtni traktor poznamo v večjih izvedbah. Tukaj predstavljamo nek srednji razred vrtnega traktorja, ki je uporaben za nekje 2000 do 3000 kvadratnih metrov, ima širino košnje 84 cm in pa enostaven za uporabo, predvsem v ta namen, kajti ima hidromenjalnik. Kaj pomeni hidromenjalnik? To je ročka, padalo, ki se uporablja samo z funkcijo naprej in nazaj in samo hitrost prilagajamo s tem, koliko močno pritiskamo padalko naprej in koliko močno pritiskamo padalko nazaj. Poleg vrtnega traktorja vam bomo predstavili tudi nekaj ostalih produktov, to je sama dvigalka, ki se uporablja predvsem za servisiranje vrtnih traktorjev in pa ureditev raznih ostalih zadev. Potem imamo tukaj posodo za gorivo, ki nam zelo prav pride predvsem pri dotakanju goriva, ko nam ga zmanjka, in pa nekaj osnovnih zadev, kot so motorno olje, zaščitni sprej, sama svečka, ki se uporablja za servisiranje, ključ za svečko in pa nadomestni noži. Da preidemo k sami prezentaciji vrtnega traktorja, vam bom predstavil nekaj v zvezi samega motorja in pa kaj je najbolj pomembno pri prvem zagonu traktorja, še posebej v spomladanskih dneh, ko stroj štartamo prvič pred samim prvim opravilom. Pri samem vrtnem traktorju je zelo pomembno, da imamo tako kot pri ostalih strojih sveže gorivo, da poskrbimo, da je nivo olja na maksimumu in da je olje lepo in rjavo, ne črno, kolikor je olje črno, ga svetujemo zamenjati. Tako kot pri vsakem štiritaktnem motorju svetujemo olje zamenjati vsaj enkrat na sezono, če ne dvakrat. Večkrat, ko bomo olje menjali, daljša bo življenjska doba motorja. In pa zračni filter, ki ga je treba prav tako v sami sezoni večkrat očistiti oziroma vsaj enkrat na sezono zamenjati. Potem vam bom pokazal tudi pri samem vrtnem traktorju, imamo 7 nastavitev same višine košnje. Pri sami uporabi vrtnega traktorja lahko uporabljamo tudi več priključkov. Poleg že omenjenih, katere sem omenil, lahko na samem vrtnem traktorju samo travo mulčate ali pa travo kosite nazaj, to se pravi brez samega koša. Da ne bomo dolgovezili, mislim, da sem vam vse zadeve na kratko in v jedrnatem smislu tudi predstavil. Sedaj pa se lotimo dela in pa srečno pri prvih košnjah.